Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvaležen pozdrav in dobrodošli v oddaji Čajanka za dušo, kjer bomo govorili o zdravilstvu iz časov Atlantide. Ja, živimo v negotovih časih v vseh pogledih in pomenih in zato je prav, da znamo v danih situacijah pravilno in modro odreagirati in si pomagati na kakršenkoli način, pač znamo ali vemo. Veliko modrosti skriva tudi ta naša mati zemlja preko mineralov in kristalov in seveda je sedaj dostopno tudi več znanja širši množici in ena izmed takih izjemnih osebnosti, ki širi modrost vzhoda, je tudi mojstrica branja dušnega zapisa, regresoterapije, in se pravi kvantne hipnoze ter učiteljica dostopa do akaških zapisov. Mislim, fenomenalna. V naši družbi predstavljam gospo Aleksandro Winkler-Drole. Lepo pozdravljena. Pozdravljena in pozdravljeni vsi gledalci. In naj že kar na začetku povem, da nam bo Aleksandra ob koncu oddaje tudi predstavila zanimivo, vsakemu dostopno tehniko, kako se odpreti in da postanemo dober kanal in dober prevodnik sporočil. Zato vas vabim, da ostanete v naši družbi vse tja do konca oddaje, ko boste v bistvu to tehniko predstavili. Tako. Aleksandra, še enkrat lepo pozdravljena in dobrodošla v naši oddaji, v oddaji Čajanka za dušo. Hvala za povabilo. Evo, jaz si bom to kronco zdaj tlele odložila in to mojo palčko. Ja, moram povedati, da si zelo zanimivo opravljena danes. Kaj je to, modni dodatek ali ima kakšno širše sporočilo? Ja, to me mnogi sprašujejo. Dejansko včasih je bila krona kot simbol višjega sloja. Mislili smo, da je to samo lepotni dodatek ali pa statusni simbol. Ampak to v mojem primeru in tudi v času vizij, ki sem jih imela preko regresije, ena izmed mojih prvih življenj, ko sem jih videla v času Atlantide, takrat so imeli mojstri, zdravilci, tako kronco in take kristale, ne točno take, ampak odvisno od posameznika in za poseben namen. Jaz verjamem, da je imela krona tudi v času kraljevin mnogo globlji pomen kot samo simbolični statusni in dekorativni, v smislu lepotni dodatek. Tukaj naj bi še posebej zame, ki sem tudi pripravljena za določene kristale, ne razen rubina, penakit predstavlja, to je kristal akaš. In ta mi tudi pomaga, da dobivam tako jasna in čista sporočila. Torej kanalizirate sporočilca? Ja. Zanimivo. In na kakšen način? Nekatera sporočila dobivam v pesmi, tako sem tudi za eno izmed 4 večjih obdobij v knjigi 36 karmičnih ciklov, pridejo v verzih sporočila, kar se na koncu pokaže, da to je to, kar se zgodi v obdobju. Lahko je v pesmi, lahko je v sliki, spontano slikanje, lahko je pa to kot slika v glavi, ki je tako intenzivna, kot da bi sanjala žive sanje. Se pravi, dobesedno, kot da bi sanjala in v teh sanjah doživim nekaj. Tako da kanaliziranje gre pri meni preko vseh 3 kanalov, ni pa to zmerom in vedno dosegljivo vsakmu. No, in Atlantidi so bili veliki ljubitelji kristalov in verjamem, da tudi vi zaradi tega uporabljate te kristale in seveda tudi krono. Recimo, jaz sem se zaljubila v ta stil, ki sem ga videla v eni izmed prvih mojih inkarnacij, recimo prve 3 sem živela, takrat je bila doba Atlantide. To je bilo ogromno nas duš tukaj živečih, smo že preživeli to obdobje. Mnogo nas je takih starih duš, nisem pač nič v smislu posebnega. Kar dosti znancev, prijateljev sem že srečala. In jaz sem šla v to podrobnost, da sem resnično raziskovala, katere kristale, za koga, kdaj, s kakšnim namenom. Tako da to učim tudi druge. Kdaj ste začutili to sposobnost, oziroma kdaj ste videli, da
A ste se to naučili, ali je to intuicija, ali je to človeku položeno v zibel? Kako človek ve, da je v bistvu to njegovo poslanstvo? Ja, v bistvu ves čas dvomiš. Sej poslanstva, to je recimo moje prvo poslanstvo. Jaz sem si nad vse na tem svetu želela, da bi imela lepo hišo pa pridne otroke. Veliko hišo z veliko teraso, mačko z dolgo dlako in take fejst otroke, take zanimive, spontane. Nekako obeh spolov, zdaj 2-1. In to je bilo moje prvo poslanstvo. Nikoli nisem točno vedela, kaj bi delala, konkretno poklic, ker ta poklic, ki sem ga čutila, v sebi še ni imel imena. Tako da sem se naučila 2-3 poklice. Vseeno pa ste vedeli, da ste nekaj več, nekaj višja sila vas je gnala. Ja, v bistvu jaz sem se počutila zelo slabo na tem svetu, če se razumeva. Dejansko jaz sem se počutila, kot da sem tukaj ko izgnanec na golem otoku, da tle ni življenja zame, zame ta svet prekrut. Če se razumemo, jaz se nisem počutila nekaj več, jaz sem se počutila nekaj manj, nekaj, ki težko pojasniš nekomu dejansko vsak dan, karkoli vidiš, se ti zdi, joj, pa jaz ne bi več živela tle, jaz bi bila nekje drugje. Na kar, recimo, moja dušna skupina, to tudi opisujem v tej knjigi, Mintaka. To smo ljudje, ki smo živeli ob vodi. In za par takim kolegom, znancem, ki se zelo privlačimo med sabo te dušne skupine, recimo, to sem tudi tle dobro opisala, sem omenila, recimo, in pravijo, pol me kličejo naslednjič, Tima, kdaj bojo spet vzpostavili tisti naš planet, da nas ocelijo tja, da ne bomo več živeli tle na Zemlji. No in na tak način ste prišli potem do v bistvu vzhodnih tehnik, ki ste jih prilagodili in v bistvu nam, zahodnjakom, približali. Je tako? Ja, dejansko jaz sem sicer normalno, kakor vaščansko dekle, da ne rečem kmečko, ko nismo imeli kmetije na vasi, sem živela, smo vsi hodili v verouku in meni je sicer bilo lepo to cerkveno petje, nič nimam proti, ampak nisem najdla enih odgovorov v katoliški in sem iskala dlje, na kar sem se upisala na duhovno univerzo in to me je dalo temeljno znanje oziroma usmeritve, na kar sem šla še dlje, da sem šla raziskovati, se pravi, vedsko astrologijo in pol se tam nisem niti ustavila, ker mi je bilo, recimo, malo pretežko, kako nekomu spremeniš življenje, usodo, kaj se da vplivati, vse to sem pol za namene mojih tečajnikov tudi v tej knjigi Zmenek z usodo, te prvi knjigi opisala. Tako da ja, nekako sem se počutila, da je to tisto, kar me kliče, kar mi je najbolj všeč raziskovati. Dejansko so moji hobiji postali moj poklic. No in o tehniki, o katero sva že prej omenili, bova malce več poznej. Sedaj pa se malce dotakniva teh 3 knjig, katerih ste avtorica, in sicer prva je 36 karmičnih ciklov, potem Zmenek za dušo. Zmenek z usodo, ja. Pardon, Zmenek za usodo, res je tako. In zadnja je Akaški zapisi, osnove dušne matrice in prav zadnja je požela veliko zanimanja, verjetno prav zaradi teh dušnih skupin in pa tudi zaradi pogleda v zlato dobo Atlantidov skozi regresijo, kot ste rekli, da ste to videli, ne? To sem videla, ja. V glavnem, mnogo duš, kot sem že omenila, je preživelo ta čas Atlantide. To za nas ni enostaven čas. Mnogo krivde leži v takih dušah in to je neka kolektivna krivda, ki jo čutijo ljudje, ker dejansko smo se počutili sokrive, da je ta zlata doba propadla za propad. Dejansko ne omenim, kako lepo opisujem tle, kako sem to videla sebe kot umetnico, zdravilko s kristali in tudi takrat način zdravilstva, zdravljenja, recimo delam s 13 čakrami, ne samo s 7 ali pa 8. Kako je takrat potekalo tiste delčke zgodb,
sem dopolnila mojemu osnovnemu znanju. Tako da, ja, mislim, da sem s tem res najdla sebe in na ta način pomagam tudi drugim, da najdejo svojo dušo. Ker naša duša po karmični diagnostiki menja telesa, se rojeva v novem telesu, življenje v življenje, spoznava nove okoliščine, ampak ostane ista. In duša hrani določen spomin. Sam ljudje, ki se rodimo v to življenje, rečemo, da se nenkopreno pozabe spusti, da pozabimo naša prejšnja ali pa predprejšnja in tako nazaj mnoga življenja. No, in pred 3 leti, preden se je začela ta korona, dejansko ste vi to videli, vedeli in se nekako na to tudi pripravili? Ja. Na kakšen način? Ja, dejansko ves čas mi je en glas govoril, spravi to online. Dobesedno včasih mi govori in ne poslušam takoj in vedno glasnejši je ta glas. V glavnem sem jaz že za leto 2020, ko je v Sloveniji zavladal tale lockdown, a veste, jaz sem Primorske, no se to že veste, ampak drugi ne vejo, ali pa mogoče vejo, ker slišijo. Imam pa dosti prijatelj tlele v Mariboru, tako sem tlele kar že 3 dni, pa mi je fantastično. Včasih, ja, poznamo se, ker jaz sem že mnoga leta nazaj na Smolniku vodila indijanske potilnice, nisem jaz vodila, ampak sem bila soorganizator, tudi kristaloterapije že takrat in mnoge druge delavnice. Zdaj imam, ja, takrat sem pa za leto 20 me je postalo strah in to se je tudi vidi na posnetkih, še zdaj so YouTube, kako so vsi hvalili, ko bo leto 20 super. Jaz pa čist trda od straha, joj, kaj bo to zdaj grozen, jaz vidim mejo med, sem z okolice Nove Gorice, ne pa večkrat blizu meje, kako preprečijo prehod našim v Italijo in Italijanom. Sem jaz to vidim, v glavi meni je bilo tako strah in pa me vprašajo, kaj bo v novem letu. Jaz pa takole, to bo tako leto, kakor je bilo leto 1941, se pa v Sloveniji začela druga svetovna vojna. Jaz sem dobesedno dobila tako sporočilo. In pa sem pa le, a bo res tako hudo, a bo res vojna v Sloveniji? Mojstri modrosti, povejte mi. To vam tudi povedala, kako jih poklicati, kako se z njimi pogovarjati, oziroma kako jih razumeti. In pol pravijo, ma sej so se ljudje spometovali, ma sej se jim je, to rečemo, da se duša spometuje, da so na višji stopni zavesti, ker človek na nižji stopni zavesti, srednji vek, to je sam sablja, pa gremo nož za nož, se gremo skregati za en bombonček, recimo, ne? Človek na višji stopni zavesti zmore en dialog, ne, za vse dobro. In so mi le rekli, joj, se človeštvo le nekaj spometovalo in če je množica, kolikor toliko na višji stopni zavesti, le ne bo do vojne prišlo. Kolektivna zavest, ne? Kolektivna zavest je višja. Ampak tako, ko vidimo, ni glih tako, kakor bi si želeli, da bi bilo. No, sedaj nas seveda žalosti vojna v Ukrajini. Zelo, ja. Vsi si želimo, da bi bil mir. Ja. Lahko morda vidite, ali se bo vojna končala, a je mogoče tudi to zapisano tukaj v tej knjigi Zmenek za usodo? Ja, mnogi me sprašujejo, tudi novinari, kot tudi moji Facebook prijatelji ali pa obiskovalci mojih brezplačnih webinarjev, kaj bo z Ukrajino, kaj bo z vojno. Jaz sem tlele že dosti let, se pravi letos, knjigo sem pisala leta 2003, šla je šele leta 2008, pač toliko časa sem rabila, vmes so bili še 3 otroci majhni. Tako da jaz trdim, da se človek rodi z neko predusodo. Govorim o predusodi, ki pa njegovega življenja ne determinira do potankosti. Zraven tega imamo svobodno voljo, zato lahko spreminjamo, vplivamo. Seveda, tista predusoda, recimo, primer bi bil, dajmo reči, 2 fanta, 2 sošolca, en se rodi
bogatemu kmetu, drug pa revnemu kmetu. En bo nasledil veliko kmetijo, že v štartu mu je vse tako ponujeno, položeno. Ja. Drug majhna kmetija, že v štartu ima nizke možnosti, da bo uspešen. Ampak, tle moramo paziti, ko govorimo o svobodni volji, dajmo hipotetično vzeti, da take se je, ki je podedoval veliko kmetijo, ki mu je tako padla, kakor dobra usoda, dajmo vzeti primer, kaj pa če on vse skup zapravi, zakocka, zapije. Da ne bo znal ceniti. Da ne bo znal ceniti in da bo vse zgubil. Da ne bo delaven, da ne bo... Se pravi, bo vse zgubil. Ta, ki je dobil pa malo, bo pa se trudil, bo zmala delal. Se pravi, na koncu dobimo tistega, ki je štartal ni slabo, bo boljši izpadel od tega, ki je dobil boljši. In to je tisto, kako sicer predusoda je, rodimo se z določenimi zmožnostmi, potencijali, kvalitetami, ampak to še ne določa, kaj se nam bo zgodilo. Vedno obstaja možnost izbire. In vse dokler so temne sile, je tudi upanja za končanje vojne v Ukrajini malo? Jih ni. Dejansko govorimo, jaz ne rada napovedujem predolgo, ker pol me tudi drugi kopirajo, že zdaj, kar bom povedala, drugi sam beležijo, pa pol vzamejo moje. Tako da tisti, ki so me, tisti, včasih so kopirali enega drugega mojega konkurenta, enega Jyotish astrologa, zdaj ga ne več, ker je pač za leto 2020, ker se je najbolj videlo, nekdo je prav, ko se zgodi ena taka prelomnica, kakor je bil COVID, kakor je vojna, takrat se vidi, kdo ima res vizije, kdo res zmore kanalizirati. Ne morajo biti dejstva, ne ugibanje. Se pravi, da moramo biti mi na nek način pripravljeni na vse? Ja, boljše, da smo pripravljeni na vse. Bolj, ko bomo mi čisti, bolj, ko bomo mi energijsko čisti. Govorimo o energiji. Ja, tukaj smo 2, 3, 5, se pravi širša množica, večje možnosti imamo, da bomo ustvarili mir. V knjigi opisujem tudi, oziroma še malo bolj na tečaju, to povem, to je ključ do duše, ki ga bom imela v jeseni. Zdaj pač, kdor je, imam prepolno, vse ne zmorem več. Poleg tega pišem še 4. knjigo, ampak to ne smejo vsi vedeti. Te knjige lahko naši gledalke in gledalci tudi naročijo na vaši spletni strani. Tukaj imam samo še enih 100 komadov, tole ni več, to pač podarim, če kdo kupi, recimo 2 mu dam še ta 3. zraven, ker to je res že toliko let, ampak je zanimiva. Knjiga osnove mnogih tehnik prerekovanj, kaj lahko vidiš v prihodnost, kako. Poleg tega bom pa imela v juniju tudi program preroške in finančne intuicije. V glavnem, kar se tiče vojne v Ukrajini, to so na delu temne sile, ki nas čuvajo ljudi, ljudje izvolijo svoje voditelje. In voditelji v imenu ljudstva večine, ali pa ne, pol jim je žal. Dejansko te temne sile imenujem negativne duše. V moji stroki so to največ dušna skupina drakon, dobesedno Drakule po domače. Te drakon duše so prijazne, ljubeče, gostoljubne, vesele. V glavnem ne boš opazil razlike med njimi in eno drugo dušo, ki bo mogoče zgledala, ki zame pravijo, da sem prestroga, da sem prostra. Ampak ljudje se sploh ne znajo misliti. To je samo moj zunanji plašč. Znotri sem mehka, ampak se pa ne pustim izkoriščati, ker to bi bilo že kršeno, recimo, moja suverenost. Verjamem. In kako nam bi lahko, glede na to, da smo omenila mojstre, kako nam bi lahko mojstri modrosti, ki so že sodelovali z pozitivnimi dušami, pomagali v teh negotovih in za nekatere težkih časih? Kako bi nam lahko pomagali? Ja, dobesedno, lejte, mojstri modrosti, kot jih jaz začutam, vsi jih imamo, se pravi, lahko jih imam trenutno 5, lahko dobim še kakega novega zraven tekom posebne naloge, recimo o pisanju knjig sem imela še enega dodatnega, jih je bilo 6, oziroma tudi 7, ki sem toliko rabila, to pridejo sami. Se pravi, običajno jih imamo 3 do 5, nekateri tudi 7. To so z nami celo naše fizično življenje, celo inkarnacijo, nekateri pa nas sprejmejo
od začetka nastanka naše duše do konca. In z njimi tudi delam, se pravi, se pogovarjam, ne, kanaliziram njihova sporočila in to predam klientu. Klientu se mora zdeti ta zadeva tudi logična. Ne? Pa verjeti mora, ne na zadnje, ne? Ja, tudi če ne verjame. Lahko tudi ja. ne verjame, recimo, kako bi rekel, sicer, če kdor ne verjame v reinkarnacijo, v čakre, pol verjetno glih do mene ne pride. Ne? Tako da, ali To je pa, tudi res, ja. ja, čeprav morate vedeti, da tudi moji otroci, moj sin, ko je bil še mladoleten, je rekel, da Bog ne obstaja, da nič ne verjame. Zdaj pa že začno malo veš, da nekaj pa le je na tem. Sem mu razložila, da Boga, kot ga jaz imenujem, ga imenujem univerzalno zavest, da je povsod vsem tle na zemlji, se pravi, Bog je v kristalih, v živalci, v rastlinci, v tebi, v meni, v nas, v vsakem delčku, a ne, to je zavest, to je pojem, to ni fizično, da moraš nekaj videti pa prejeti. Tako da pol na tak način jim malo to predstavim, aha, zdaj že neke stvari imajo prav. Se pravi, mojstri modrosti, to v katoliško bi bolj rekli angel varuh, čeprav jaz trdim, da nisem eden angel varuh, da jih je več. Nisem še videla človeka, mojega klienta, ki bi imel sam enega. Ponavadi imajo vsi vsaj 3, nekateri tudi 4, 5, 7, 8, največ sem jih do zdaj videla, jih je bilo 9. Se pravi, klient, ko pride k vam, Ja. vi dobesedno vidite te njegove angele varuhe, ali kako je to? Ne dobesedno vidim, ampak prosim moje mojstre modrosti, se pravi, eden je zadolžen za komunikacijo, to bo vas še celo oddajo imeli, da komunicira z njegovim in preda sporočilo klientov. Se pravi, to je pol regresoterapija in klient mi sam pove odgovor. Če pa delam kanaliziranje samo jaz, pa sporočilo pove meni in jaz to dobim lahko kot sliko, lahko kot zvok, a ne, v glavi. Tako da ja, so mi namignili tudi, da ne pridem v vašo oddajo. Res? Ja. Ja, hvala lepa, mojstri. No in zanima me tudi, kako pa posameznik ve, da prejema resnična sporočila in da v bistvu ni to le napačno razloženo ali pa namišljeno ali kakorkoli. Ja, težko je. Dejansko vedno se moramo testirati. Vedno se moramo testirati. Recimo, če te nekaj zavede. Recimo, imaš na izbiro 2 avtomobila. Dajmo reči, pri rabljenih avtomobilih je večji problem. Ja, pa se mi je zdelo, da bi mogla kupiti ta avtomobil, ampak sem kupila tega. In pol kupaš tega, ko mi je žal, da nisem tistega drugega. Ne? Recimo, če večkrat naredimo nekaj, kar nam je žal, bi rada šla za tajnico, pa sem šla za frizerko, oziroma bi rad šel na tečaj masaže, pa pol ne greš, joj, zdaj me pa žal. Se pravi, človek, ki mu je vedno žal v življenju, da je nekaj naredil ali pa da nekaj ni naredil, tak ni dober kanal. Zakaj ni dober kanal? Razlogov je zelo veliko, jaz naštejem samo 3, ki so najpogosteje pri mojih klientih. Prvi je razpoka zlate mreže, na katerem kor je delu, ponavadi to imenujem po čakrah, recimo lahko je na srčni čakri razpoka zlate mreže, ne, ovojnica, kakor da bi mu krvavelo srce v metaforah povedano. Tak človek je preveč zgublja energije, srčne energije ali pa komunikacije ali pa kje drugje. Če je razpoka zlate mreže, človek ne more v življenju iti naprej, tako da bi avtu puščala guma. Gre počas, ne gre, ne premika se. Lahko je razlog negativni dušni vodniki. Pa to so taki lumpi, ki skozi nagajajo. Človeka zmerom odvrnejo od tega, kar si želi in mu vcepijo v glavo nekaj, kar si ne želi. Ja, ja. No in, drage gledalke, dragi gledalci, sedaj pa odvrzite se skrbi in se udobno namestite. Seveda odvrzite tudi vse moteče faktorje, kot so mobiteli in dodatne stvari, kajti Aleksandra nam bo v tem trenutku pokazala tehniko, kako postati dober kanal in dober prevodnik sporočil. Prevodnik sporočil in dober kanal. Da, evo, jaz si dam to kronco, vi dokler te kronce še nimate, pač boste delali brez.
to ne delate samo zato, da bi postali dober kanal, ampak tudi zato, da bi bili očiščeni. Se pravi, na en tak način se boste hitro zjutraj, ko se boste zbudili, očistili. Ko pa boste moji tečajniki, boste si lahko sami vizualizirali, kater kristal so vam mojstri modrosti namenili, tako da ne bo tle treba v trgovine pa si kar nekaj kupiti, ne kopirati mene, ker pač tako, ko ni vsaka stvar za vsakega dobra, tako tudi ni vsak kristal za vsaka namen, za vsakega človeka. V glavnem, delali bomo vajo Blaga Kumbhaka, se pravi, pomembno je, da je hrbtenica res lepo prijetno vzravnana, tako se usedemo, ponovadi si moramo ramena malo raztegniti nazaj, da se nam postavijo na tako pravilno naravno držo. Obraz ne bo naravnost tako, ampak pod kotom, kot da bi brali knjigo takole pred mano, 45 stopinj. Roke imejte vi lahko takole odprte v nebo, lahko jih pa imate položene na stegna, tako da svobodno počivajo, lahko na začetku tudi, ko prosim, dam roke gor, pa jih pa sprostim. Se pravi, pomembne so čakre, ki so poravnane po hrbtenici. In zdaj bomo šli vdih, ko bom rekla vdihnemo, gremo od spodnjega dela hrbtenice, to je nekje točka blizu presredka, čist na koncu zadnje vretence, po hrbtenici navzgor do kronske čakre, se pravi do vrha glave, do tam bom štela 4. Gor bomo počakali do 2, se pravi zadržimo dih 2 enoti in izdih bo šel 6 enot. Kasneje bom razložila, zakaj gre to 4, 2, 6. Pa začnimo. Najprej naredim prošnjo v imenu univerzalne ljubezni in modrosti. Prosim ekipo mojstrov modrosti, da me odprejo vsem energijam, ki sem jih, moje ime in priimek, Aleksandra Winkler-Drole, tukaj in zdaj sposobna sprejeti, razumeti in po njih delovati. Hvala, hvala, hvala. Pa začnimo. Vdih, 1, 2, 3, 4, smo na vrhu, odpremo, zadržimo dih, odpremo se navzgor, kot da bi se odpirali oceanu modrosti in mojstra modrosti. In izdih navzdol, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Popoln izdih in se vrnemo, 3, 4, zadržimo, 1, 2, in izdih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponovimo, 4, vdih, 1, 2, 3, 4. Ko smo na vrhu, se odpremo, kot da bi prispeli na hrib, se odpočijemo in izdihnemo, gremo navzdol. In to ponovimo na poštevanko število 9, se pravi 9 krat 18 in tako naprej, to večkrat ponavljamo. Zdaj se sam še zahvalimo mojstrom modrosti za vodenje tekom dneva, za vsa sporočila, ki sem jih jaz tukaj in zdaj sposobna dojeti, razumeti in sprejeti. Hvala, hvala, hvala. Hvala lepa za to čudovito izkušnjo. Zagotovo so tudi naši gledalci in gledalke doživeli wow efekt, če lahko temu tako rečem. In gospod Viktorijo Winkler-Drole, Aleksandro se opravičuje, gospod Aleksandro lahko spremljate tudi na njenih webinarjih preko e-novic. Lahko vam tudi pišejo na Gmail ali vas osebno kontaktirajo, tako da... aleksandra.vizionar@gmail.com, se pravi, za programe, tečaje, delam osebne terapije, čakalne vrste so sicer malo daljše, je pa branje dušnega zapisa dokaj hitro, se pravi v roku ponedeljek pa torek, recimo, odvisno ker dan. Ja, to je pa hitro na vrsti, ker ni treba nikamor iti. Se pravi, Aleksandra Winkler-Drole, najdejo vas na vseh socialnih omrežjih, tako da do vas ni težko priti. Sicer pa, gospod Aleksandra, zopet se kmalu vidimo v naslednji oddaji, kjer bomo govorili o regresoterapiji ter zaščiti z belo piramidno svetlobo. Se že veselim tega. Super tehnika, hvala. Super. Se vidimo. Najlepša hvala za vaše gostovanje.
sodelovanje, bilo je zelo prijetno. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala tudi vam, da ste bili v naši družbi, v družbi oddaje Čajanka za dušo. Srečno do prihodnjič.